Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev je samo še 46 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. V petek smo v oddaji z dvema zdravnikoma debatirali o tem, kaj je narobe v našem zdravstvu. Danes je uporabnik Twitterja, ki ga sicer najbolj poznamo po objavljanju fotografij golih tet, na svoj način opozoril na problem, da nam vse bolj crkuje že primarno zdravstvo. Nekaj, na kar smo bili vrsto let upravičeno ponosni. V Sloveniji, kot vemo, je osnovno zdravstveno zavarovanje pravica in obveza hkrati. Kako je to izvedljivo, če nimaš niti osebnega zdravnika, vedo samo mastni dobavitelji in tisti, ki krojijo oziroma so krojili zdravstveno politiko teh dobrih 30 let. Sedaj pa se lotimo 92. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali: za pravice gre, kako pravosodni sistem varuje posameznikove pravice. Pravosodni sistem in vsi njegovi deležniki so in morajo biti aktivni varuh posameznikovih pravic ves čas. Kako je s tem v praksi, bomo vprašali naša posebna gosta, odvetnika dr. Blaža Kovačiča Mlinarja in Damirja Ivančiča. Blaž, Damir, toplo pozdravljena. Lep pozdrav. Zdravo. Zdaj najprej imam en izziv za vaju, neko tako mogoče provokativno tezo, boste videla povedala, če je provokativna ali ni. Zdaj, načeloma velja, da je vsakdo nedolžen, dokler se mu krivda ne dokaže. V zadnjem času pa imamo občutek, da je pri nas vsakdo kriv, dokler ne dokaže, da je nedolžen. Kako vidva gledate na to? Ja, Blaž, boš ti po začel? moje, da imaš kar prav. Mislim, vsaj v nekaterih primerih. Dejansko, bi rekel, pri tistih zadevah, kjer mediji vsaj malo, bi rekel, pokažejo zanimanja, se mi zdi, da dejansko se ta osumljenec, obdolženec in njegov odvetnik dejansko morata začeti iz minusa. Da prideta sploh na nulo, kaj šele potem, bi rekel, da nekako se potem prebijate v tisto zeleno cono, ki bi pomenila potem izrek oprostilne sodbe. Da dejansko mediji nasplošno, bom rekel, in njihova pozornost otežijo delo obrambi. To se mi zdi nekako, bi rekel, neko splošno pravilo. In seveda ljudje, sodniki so zgolj ljudje, normalno tudi oni berejo časopise, gledajo internet, gledajo televizijo in to, kakorkoli so profesionalci ali pa morda tudi zavestno skušajo tega vpliva utresti, pa vendar jaz mislim, da to ima vpliv na njih. In dejansko v takšnih zadevah mislim, da je obdolžencem oziroma obrambi kar težko. Ja, to se mi zdi zanimiva teza, Damir, kar je rekel Blaž, ker tako laično bi lahko mislili, da je recimo za šibkejšo stran v postopku, se pravi nekega obdolženca pa odvetnika, da je koristno, če se mediji zanimajo za stvar, ampak zdaj Blaž pravi, da je boljše, če se ne zanimajo. Ja, se strinjam s to tezo. Treba je izhajati iz izhodišča, da vendarle imamo sistemsko urejeno močno državo, ki ima monopol fizičnega priseljevanja in vodenja postopka, ter na drugi strani samega posameznika, obdolženega in bolj ali manj veščega odvetnika ali njegovo obrambo, ki se tem tezam države zoperstavi. Tukaj je temeljno načelo, kar ves čas poskušam tudi v sodnih dvoranah, tudi v pogovoru s kolegi opozarjati, pa včasih naletim na, ne bom rekel ravno odpor, ampak gledanje zviška, ko poudarjam, da je tako tožilstvo, kot seveda tudi sodišče na koncu, primarni varuh obdolženčevih pravic. To pomeni, da so ti deležniki v pravosodju tisti prvi, ki morajo varovati obdolženčeve pravice, čeravno je naloga tožilstva pregon, sodstva pa sojenje. Obramba in odvetnik prideta pravzaprav na vrsto šele v tako enem tretjem koraku, ko so že koraki narejeni, ko so že določene poteze, procesi sproženi in potem šele mi izvemo za določene stvari in lahko nastopimo z učinkovito obrambo. Takrat pa je zelo pomembno, da odvetnik in posameznik nimata občutka, da sta tukaj zato, da ga bodo obsodili mediji ali da bo vnaprej veljal za obsojenega, čeravno se postopek še sploh ni začel. Domneva nedolžnosti in načelo domneve nedolžnosti je eno temeljnih pravnih načel tudi v okviru pravne varnosti. Vkolikor ta načela poteptamo in jih jemljemo kot samoumevna samo zato, da se jih lahko na glas
poslužujemo, vsebina pa se ne napolnjuje, potem imamo resen problem lahko s takšno ureditvijo. V Republiki Sloveniji je načelo varovanja posameznikovih pravic, to bo kolega Blaž tudi potrdil kot nekdanji predavatelj in tudi strokovnjak za kazensko pravo, na visokem nivoju. In prav je tako. Še na višjem nivoju bi morale biti in nikoli ne smemo postaviti si v situacijo, da bi začeli zniževati te standarde. Republika Slovenija ima te standarde visoko postavljene, se pa žal zaradi vpliva javnosti in vpogleda v bolj odmevnih zadevah posameznikom, ki so bolj medijsko prepoznavni, lahko godijo realne krivice. Napad na čast, ugled in dobro ime, vsi dobro vemo, je zelo težko popraviti, če tudi dokažeš v postopku čez čas, da si nedolžen. Ker so si ljudje že izoblikovali. Mnenji na koncu rečejo, bil je oproščen le zaradi domnevno nesposobnega tožilstva, domnevno nesposobnega sodišča in bolj ali manj sposobnega odvetnika. Pa to ni res. Večkrat smo zasledili že v medijih, da je oprostilna sodba zmaga pravne države in tudi sodstva. Kakor tudi oprostilna v vseh primerih, tako oprostilna kot obsodilna sodba sta zmagi pravne države, vkolikor se je seveda postopek speljan na zakonit način. Ja, to se mi zdi zanimivo, Blaž, ne? Tako bi rekel, iz filmov pa iz tujine smo navajeni, da nekdo, ki je javna osebnost, ki je prepoznaven, da se mu bolj zgodi, ne? Recimo v sodnem procesu. Pri nas imamo pa včasih občutek, da je ravno obratno, ne? Da je bolj, če si čisto anonimen, ker če si neka javna osebnost, karkoli že je, politika ali kaj drugega, si že vnaprej nekako, kot ti praviš, v zaostanku, ne? Ja, dejansko vidimo, kako se marsikateri še predkazenski postopek pravzaprav javno sporoča, javno objavlja. Niso redki primeri, ko so recimo že na hišni preiskavi, ki je v bistvu globoko še v predkazenskem postopku dejanja policije, kjer se tam pojavijo mediji, kamere, tako live prenos in tako naprej. In seveda potem to ustvari tisti začetni vtis. Iz psihologije vemo pa, da je začetni vtis res, primarni in najbolj, bi rekel, pomemben. In dostikrat sem že v svojih primerih tudi zasledil, da pa potem na koncu, po letih in letih postopkov, pa mediji recimo sploh ne poročajo o tem, da je bil potem nekdo oproščen. Zdaj v zadnjem času je bilo vsaj nekaj takih primerov sem imel, ko so se te začetki, ovadbe, hišne preiskave, predkazenski postopki na dolgo in široko opisovali, ko je pa sodišče potem recimo izreklo oprostilno sodbo, pa ni bilo enega novinarja na taki, bi rekel, na tej obravnavi. Tako da to tako zanimivo se mi zdi, ker moramo tudi vedeti nekaj, ne. Bi rekel, pozornost javnosti s časom hlapi, ne. Na začetku primera je ponavadi najbolj, bi rekel, vroče, se javnost najbolj zanima, potem pa se seveda vsak dan je nova afera, vsak dan se nekaj novega v svetu zgodi in dejansko potem te stvari padejo v pozabo. Je pa res, da seveda, tako kot sem rekel, ne, tisti prvi vtis pa vedno ostane nekje tam zadaj, vsakomur, tudi če je nekdo na koncu koncev oproščen, ja, saj mu nisem mogli dokazati, saj vemo, da je bilo nekaj narobe, pa morda, ne vem, tako kot je kolega rekel, nesposobni tožilci ali pa sodniki niso znali tega izpeljati, ne. Ampak pozabljamo, ne, da se v kazenskem postopku zelo hitro lahko znajdeš, ker načeloma je tisti dokazni standard, ki se tukaj zahteva, da se kazenski postopek začne, je zgolj utemeljen sum. To je recimo 51% verjetnost, da je nekdo storil kaznivo dejanje. Še ogromno možnosti obstaja v tistem trenutku, da ga ni, ne. In pri nas tudi te, bi rekel, sita, ki naj bi zagotavljala, da pridejo na sodišča, zgolj tiste zadeve, ki so utemeljene, po mojem mnenju slabo delujejo in dostikrat moramo iti čisto do konca, do glavne obravnave, do sodbe ali pa še naprej na višje vrhovno, celo ustavno sodišče, da se izkaže tisto, kar je recimo obramba že ves čas zatrjevala in tudi ponujala utemeljene razloge, dokaze za svoje trditve, ne. Tako da to se mi zdi kar problem. To je resen problem, kar je kolega Blaž povedal, ne. Mi se ves čas praktično borimo s tem, da poskušamo resnično doseči realen standard, se pravi, da se ne, kot je rekel Blaž, lahko vsak izmed nas resnično to ni strašenje ali iskanje lova na čarovnice, znajde od danes na jutri v kazenskem postopku v prvi fazi kot osumljenec. Tukaj se morda lahko navežem tudi na te medijsko
znane primere tudi povezane z politiki. Tukaj bo seveda javnost na prvo žogo povedala, seveda morala, najvišja stopna etične drže posameznika, ki je na tako pomembni javni funkciji kot politik, je, da mora v trenutku, ko mediji zaznajo oziroma ko je v javnosti izpostavljen sum, odstopiti. Sam se s tem globoko ne strinjam in ravno to pomeni napad na pravno državo in na temelj posameznikovih pravic. Tukaj bi morda si resnično želel, da sprožimo široko razpravo, tudi v strokovni sferi in tudi s tem izobražujemo medije, da bodo bolj resno jemali tako nevarne napade na posameznikovo čast in dobro ime. Ne bom zdaj izpostavljal posameznih primerov, vsak dan je praktično nek aktualni primer, ker mediji na takšen in drugačen način, če ravno morda samo z opisom osebnih okoliščin posameznika, opišejo na takšen način, da ga seveda ne le sosedje, prijatelji, ampak praktično vsa širna slovenska javnost takoj prepozna. Škoda je nepopravljiva. Ravno tudi zaradi tega, kot je bilo omenjeno, kasneje, čez leto, dve, ne rečemo še huje, čez 10 let, nihče več ne oporoča o tem, kakšna mu je bila storjena krivica. Kako pa uravnovesiti interes javnosti in željo potem, da raziščemo, ali je res ali ni res, čim hitreje, pa je tukaj mogoče moja nekako izzivalna teza. Mislim, da bi v okviru obstoječega ureditve ali pa celo specializiranih oddelkov, kjer imamo tako imenovane specialna kazniva dejanja, uredili, da bi v teh morda bolj odmevnih primerih bili sodniki dodeljeni kot specialno posebni postopek in bi hitreje reševali te zadeve, ne pa da mine mandat posameznika na neki funkciji in praktično ni več smiselno reševati. Seveda je tukaj odprto vprašanje prikritih preiskovalnih ukrepov, drugih ukrepov in časa, ki velikokrat je potreben za to, da lahko tudi tožilstvo razvije določene dokaze ali jih razišče, vendar vseeno mislim, da bi se to dalo tudi na ta način uravnovesiti. Torej, posameznik ne bo kar odstopil, če je globoko v sebi prepričan, da ni storil ničesar narobe, ima pravico dokazovati nedolžnosti. Če je odstopil danes, še predno je postopek se sprožil, trenutno ne poznamo ureditve, da bi mu za nazaj omogočila vrnitev tako plač, drugih pravic in obveznosti, ki jih je iz tega naslova. Ampak preprosto smo se vsi postavili na stališče, da je primarna visoka moralna drža in očitno postaja nepomembna ali subsidiarna pravna kavtela, to je pa domneva nedolžnosti. In kot je rekel kolega Blaž, žal imamo res občutek, in tudi strankami velikokrat pridemo do tega, da dokazujemo nedolžnost, če ravno bi nam krivda morala biti dokazana. In v tem pogledu tudi pozivam večkrat že tako sodstvo, tožilstvo in odvetništvo, da se tudi strokovno začnejo te razprave in da se slišimo in da se poslušamo. Velikokrat imam občutek, da smo odvetniki potisnjeni na stran, včasih tudi kot ne bodi ga treba v nekem postopku in poteka razprava strokovna na nivoju sodstva in tožilstva, ter seveda tudi državnega odvetništva. Odvetništvo bi moralo tukaj igrati enako vlogo, saj je tudi del pravosodja. Se bomo gledali in poslušali spet po oglasih, tudi da ne bomo gledalke, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako pravosodni sistem skrbi za zaščito posameznikovih pravic. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno odvetnika dr. Blaž Kovačič Mlinar in Damir Ivančič. Pogovarjamo pa se o tem, kako pravosodje skrbi za varstvo posameznikovih pravic. Zdaj, Blaž, Damir, v prvem delu oddaje je tekla tudi debata o tem, ne? Medijska pozornost je v glavnem na začetku postopkov, takrat, ko še ni znano, je človek kriv ali nedolžen, potem kasneje pa ne. Zdaj ne obran, ampak v pojasnilo, ne, ali pa za debato. Zdaj, televizije seveda rabijo kadre in tisti kadri na začetku, ko so hišne preiskave in tako naprej, sej vemo, novinar je nekdo obvesti, da bo hišna preiskava, ne, verjetno ne obdolženec, ker načeloma obdolženec ali pa osumljenec ne ve, da bo imel hišno preiskavo, verjetno jih obvesti policija, ampak vseeno, televizija pač to posname, ima neko sliko, ne. Medtem ko kasneje na sodišču, ko se začne sojenje, pač so tisti neki nemi kadri na začetku sojenja, v bistvu manj slik je, ni tega gradiva, o čemer bi lahko recimo mediji, posebej televizije poročala. Ne? Kako vidite recimo to ravnotežje med javnostjo sojenja, pa po drugi strani tem, da javnost itak sodi ves čas in ponavadi že obsodi daleč prej, predno sodišče konča svoje delo? Ja, veš kaj, jaz bi rekel takole, ne. Pri nas tisti del postopka, ki bi pravzaprav mogel biti tajen, to je predkazenski postopek, vključno s hišno preiskavo, ne,
je najbolj javen. Ne. To pa, da je tajen, pa ni namenjen temu zdaj, da bomo mi nekaj skrivali pred javnostjo, ampak ravno zato, da se lahko pač ustrezni organi, policija, pa potem pozneje tudi preiskovalni sodnik, ustrezno v miru, a ne, raziščejo pravzaprav to relevantno dejansko stanje in sploh ugotovijo, kaj je na stvari, če sploh kaj. Pri nas se pravno takrat začne najbolj intenziven pritisk javnosti na te organe, da pač, ki javnost pričakuje potem neke, ne, v narekovaju, rezultate. Ne. Kar pa se tiče javnosti potem poznejšega postopka na glavni obravnavi, sem pa jaz že skozi velik zagovornik tega, da bi se tudi pri nas glavne obravnave javno prenašale. Jaz nimam nič proti temu, vem, da nekateri so zelo ostro proti temu. Jaz pa mislim, da bi bilo to za izobraževanje državljanov še kako, bi rekel, nujno in potrebno. Ker tako bi se lahko vsakdo ustvaril na lastne oči svoje mnenje, kako postopki sploh potekajo, ker mislim, da velika večina ljudi nikoli ni bila v sodni dvorani in to zgolj spremljajo posredno prek medijev, ki o tem poročajo, a ne. In bi na tak način lahko, bi rekel, bolj plastično spoznali, kako pravosodni sistem deluje. In se tudi ne strinjam, da bi bili zaradi tega, recimo, ne vem, potem sodniki pod večjim medijskim pritiskom. Se mi zdi, da v sedanji ureditvi, tako kot smo jo pač malo na kratko opisali, so pod veliko večjim pritiskom, kot pa, če bi bile te glavne obravnave, bi rekel, javne, bi se lahko vsakdo na to seveda, bi rekel, bi si jih lahko pogledal. No, ampak če se navežemo na to, spoštujem stališče kolega Blaža, sam sem bolj zadržan do tega, ne iz tega vidika, kar je Blaž povedal, s tem se praktično strinjam z vidika izobraževalnega pomena tovrstne javnosti. Vendar bomo v takem primeru ponovno naleteli na tako imenovano veliki brat nastopanje in tudi na nek način lahko izživljanje posameznikov nad obdolženim, ki mu takšna medijska izpostavljenost zagotovo ni blizu oziroma mu ne godi. Seveda imamo nekatere posameznike, ki uživajo v takšnem medijskem blišču, čeravno so morda subjekt kazenskega postopka. Večina posameznikov si želi, da bi postopki minili hitro, učinkovito in praktično že včeraj, če so se šele začeli danes. Se pravi, mi moramo stremeti k temu, da so postopki učinkoviti, hitri in da smo v sodnih dvoranah tudi odvetniki lahko prepričani, da ima sodišče tudi tako imenovani strokovni pogum, kadar morda medijsko spremljamo neko zadevo, pa bi morda bilo pričakovano od nekoga, da ravna kot bi naj ravnal, vendar postavi se z strokovnim argumentom proti takšni tezi in da razsodi tako, kot kažejo dokazi. Seveda vsi sodniki ravnajo v tej smeri, tudi teoretično, kot tudi praktično, vendar kot je bilo rečeno, vsi so samo ljudje in večkrat opažamo, da se sedaj vse bolj nagiba k tem obsojanjem oziroma, kot smo rekli, že vnaprejšnjim obsojanjem in ali bi zdaj splošna javnost, seveda vse sodbe se sprejemajo v imenu ljudstva, torej obravnave so javne. Dejansko, razen v primerih, kjer je izključena javnost, lahko vsakdo pride na glavno obravnavo in spremlja takšno sojenje. Ali bi to, da bi javno predvajali takšne sodne obravnave, bilo samo izobraževalnega pomena, močno dvomim. Mislim, da bi lahko prihajalo do dodatnega, tako ima tudi viktimizacije oškodovancev na drugi strani in tudi do morda pretiranega posega v obdolženčeve pravice. No, mogoče bi tle še to dodal, ne, Ja. da se mi včasih zdi, da bi bil tak, bi rekel, nadzor javnosti, ne, pomemben tudi z vidika, bi rekel, zavarovanja pravic obdolženca, ker bi potem sodniki mogoče dvakrat razmislili, kaj bi naredili ali pa kaj bi rekli. Ker imam konkretne zadeve, v katerih se pač sodniki nekateri obnašajo res, bom rekel, neznosno oziroma res neprimerno. No. In vem, da to tudi zaradi tega, ker dejansko tega pač nihče ne sliši, nihče ne vidi. Mi tam pač, ker ne gre morda za kakšne take, bi rekel, bolj odmevne zadeve, smo pač tam v dvorani so v dvorani obdolženci, odvetniki, pač tožilstvo in pač senat, ne. In je to pač nek zaprt, bi rekel, krog, ne, v katerem si potem kakšen sodnik malo preveč dovoli. In mislim, da če bi bilo pač to, bi rekel, sistem, v katerem bi si lahko vsakdo ogledal te glavne obravnave, ne, da bi do teh ekscesov, da ne bi prihajali. Ne. Pa tudi moramo vedeti, ne, zdaj pač, bi rekel, načelo javnosti, tako kot je bilo oblikovano,
je pač že staro načelo. A ne? In je tudi pač, bi rekel, ima seveda vse te svoje namene, ki smo jih zdaj že na kratko opisali, ampak zdaj s prihodom, a ne, bi rekel, interneta, informatizacije, a ne, jaz mislim, da ni razlogov, zakaj ne bi tudi delovanje pravosodnega sistema približali, bi rekel, navadnim ljudem. Vsezadnje lahko spremljajo delo poslancev v državnem zboru ali pa, bi rekel, članov državnega sveta, svetnikov v državnem svetu, tudi teh parlamentarnih teles, dobre vlade, glih ne more spremljati na neposredni javni seji. Ampak hočem reči, to ni tako nepredstavljivo. Ne? In tudi mislim, da bi rekel, tretja veja oblasti, sodstvo, ni, bi rekel, se ne sme čutiti nekaj, bi rekel, v nekem slonokoščenem stolpu, odmaknjeno od, bi rekel, vsakdanjega življenja. No, sej ravno v tem kontekstu pa je morda tudi za razmišljati o tem, da bi prihajalo do več neposredne komunikacije strani sodstva o vprašanjih, ki jih javnost morda želi. Sodstvo se vse bolj preveč zapira v golo faktično podajanje nekih rezultatov, ker je seveda tu vedno delikatno poročanje o nekih aktualnih zadevah, ki morda javnost zanimajo, ker bi lahko prišlo do kršitev določenih pravic. Vendar delamo odprtost, to, kar pravi kolega Blaž, v smeri razvoja družbe, bi zagotovo bila potrebna. Mislim v smislu poročanja kot nekega tiskovnega predstavnika, kar sodišča tudi imajo, se pravi pooblaščeno osebo za dajanje javnih informacij, ampak bi v nekih teh odmevnejših primerah morda lahko tudi pomirilo medijsko poročanje in tudi interes javnosti, ob tem, da se zavarujejo seveda interesi vseh udeležencev. Se strinjam s tem, kar pravi Blaž, da je morda to lahko korektiv delovanja. Vendarle treba tukaj poskušati uravnovesiti stvari, ki so zelo lahko moteče za celoten postopek. Sam si želim, da bi postopki tekli hitreje. Pravica takšna ali drugačna, sodba takšna ali drugačna, čez 10, 15 ali več let je poraz vsake pravne države. Ja, to je ta justice delayed is justice denied. Ne? To je pač pri nas še vedno pač pomemben, bi rekel, aspekt, predvsem teh malo bolj zapletenih, bi rekel, gospodarsko-kazensko-pravnih zadev, da se dejansko zadeve odvijajo toliko časa, da pravzaprav izgubijo vsak pomen. Ker vemo, ne, če je pač kazenski postopek reakcija družbe na neko odklonsko ravnanje, potem mora biti ta, bi rekel, sorazmerno, bi rekel, hitra za to, da je učinkovita. Ker če bo nekdo obsojen čez 15 let, bo javnost pozabila, zakaj se je sploh šlo, ta oseba bo postala vmes nepomembna, najbrž bo tudi izginila iz javnega življenja ali pa iz nekega drugega, bi rekel, pomembnih funkcij in ne bo imela niti, bi rekel, takšna sankcija nekih splošno preventivnih učinkov, ne, kar pa je tudi del vsake kazenske sankcije. Namreč družba, ne, mora dobiti občutek, seveda, da država ščiti neke tiste temeljne vrednote, ki so pač pomembne. In če so te temeljne vrednote v narekovaju zaščitene za kazensko sankcijo čez desetletje in več, to nima pravega učinka. Ne. Tako da to ne gre samo za to, da bi postopki bili hitri. To mislim, da je v interesu, v nasprotju s tistim, kar si marsikdo predstavlja, najbolj obdolžencev, ker najbolj si ti želijo, da se zadeve pač zaključijo v veliki večini zadev, ne vseh, ampak vseeno. In če bomo pač poskušali narediti ta sistem bolj učinkovit, jaz mislim, da je potrebno najprej paziti na ta aspekt, se pravi na pravico do sojenja v razumnem roku. Drži. Kako recimo vidite to naš princip tega instančnega sojenja, se pravi preverjene odločitve na višjih instancah, a bi si videl mogoče želela, da bi v tem primeru pač višje instance večkrat odločile, ne da samo razveljavijo odločitev pa vrnejo v ponovno odločanje na nižjo stopnjo? No, vse po ureditvi seveda imajo to možnost. Ja, praktično je to namen tega. Če bi si želela, da bi večkrat to uporabljali, to možnost. Ker občutek javnost, ne vem, če je ta pravilen občutek, ampak mi
Od zunaj se nam zdi, da zelo redko to možnost uporabljamo. Ja, je. Statistično, če gledamo po občutku, seveda je temu tako. Ampak dejstvo je, da seveda tudi veliko razlogov lahko, ki napeljuje k temu, da določeno, če sodišče ne spelje na drugi stopni neposredne obravnave, tudi ne more presojati neposrednega dokaza, zato velikokrat razveljavi in prvi stopni naloži, da naj ponovno izvede ta dokaz. Seveda bi ga lahko tudi višje sodišče izvedlo in samo opravilo glavno obravnavo in tudi opravi glavno obravnavo, vendar v večini primerov temu res ni tako. Vendarle je prva stopnja tista, ki bi naj opravila temeljito presojo oziroma izvedbo vseh dokazov, inštančno, tako imenovano drugostopenjsko ali večstopenjsko sojenje, pa je seveda kontrola te prve sodbe, se pravi, če je bilo vse pravilno izvedeno in skladno z postopkom. Tako da hvala Bogu, da imamo takšno sojenje, je pa res, kar velikokrat ugotavljamo, da se šele na drugi, tretji, včasih tudi pred ustavnim sodiščem, šele spremenijo sodbe, za katere velikokrat na začetku že menimo, da bi se lahko končale drugače na začetku. Tole me še zanima, ne? Zdaj imamo neko specifično situacijo v Sloveniji. Po eni strani imamo predsednika vlade, pa zdaj celo pravosodnega ministra, ki ne dvigujeta sodne pošte, na drugi strani imamo pa neke standarde, saj v medijih ali pa v delu javnosti, da že anonimna ovadba, ki je podlaga za predkazenski postopek, je tisti mejnik, po katerem bi moral politik, nekdo na javni funkciji, nepreklicno odstopiti. Kako zdaj najti pravo ravnotežje med tema dvema skrajnostmi? Ja, to je pa nekako prepuščeno morali, bi rekel, vsakega posameznika. Ker ljudje smo takšni, da bi rekel, zelo hitro verjamemo nekim govoricam. Tako smo narejeni, tako smo pravzaprav. Zelo malo ljudi na začetku, ko je z neko informacijo, pa ne boste resnični ali pa ne, bi rekel, seznanjeno, začne takoj hitro sumiti. In tega suma se potem neka oseba, ki je osumljena, zelo težko, potem zelo težko se utrese. Zdaj, to, da po eni strani, se pravi, zelo hitro začnemo sumiti, po drugi strani pa seveda, da imamo določene osebe, ki tudi že, ko je postopek že globoko v teku, ko je recimo že podan vsaj utemeljen sum, če že nekaj več, bi rekel, se na nek način izogibajo tem postopkom, pa potem seveda jasno je, da tudi uporabljajo lahko svojo politično moč, da se v določenih postopkih, ne bom rekel, da se izognejo, ampak da to lahko vpliva, to je nedvomno, na neke konkretne postopke. To je pa seveda potem tudi svojevrsten problem. Ampak tukaj se mi zdi, da gre vsem za manjšine postopkov. Mi moramo vedeti, in to javnost tega ne ve, ker seveda ne more vedeti. Velika večina postopkov kazenskih se spelje dokaj hitro, brez kakšnih hudih zapletov in ponovnega vračanja recimo na prvo stopnjo. Normalno pa je, da v tistih zadevah, v katerih je javnost obveščena, gre ponavadi za bolj zapletene kazenske postopke, ker je tudi možnost, da sodišče stori kakšno napako, da je potem sodba razveljavljena, vrnjena na ponovno sojenje in tako naprej, veliko večja. In te bolj zapleteni postopki, te pa seveda potem ustvarjajo v javnosti vtis, da nihče ni obsojen, da se sodbe razveljavljajo po tekočem traku in tako naprej. Samo moramo vedeti, to vedno znova ponavljam kot papiga, 87% sodb v Sloveniji je obsodilnih. Tako da velika manjšina jih je oprostilnih, tako da ta splošni, bi rekel, vtis, da nič ne deluje, da nihče ni obsojen, da imaš ti revolving door, da nekdo gre noter vsi sistemi in potem ven in tako naprej. Ta vtis ni pravilen. Res pa je seveda, da si bo javnost ustvarila vtis na teh najbolj zanimivih medijsko odmevnih primerih. Na tezo, ki si jo postavil, Ljuš, bi odgovoril na sledeč način. Na eni strani je seveda potrebno iz vidika najvišjih javnih funkcij izkazati spoštovanje do temeljnega pravosodnega sistema oziroma do sodstva, kajti s tem tudi pokažeš, da si vreden zaupanja javnosti. Na drugi strani pa mora vsak posameznik, če tudi gre za politika, biti ne le po prepričanju, ampak tudi po dejanskem občutku prepričan, da se mu varujejo vse
pravice v postopku in da ni vnaprej obsojen in da bo dejansko sodil v sistemu tako imenovani zakoniti sodnik in da so vse procesne kavtele spoštovane. Ko je ta vtis v javnosti zagotovljen z vsakršne strani, oziroma ko se zagotavljajo spoštovanje vseh udeležencev v postopku, potem bi bilo veliko manj verjetno teh stvari, o katerih bi govorili, ampak kot je rečeno, to so dejansko v manjšem obsegu zadeve. Vendarle sodišče ima vse mehanizme, takšne ali drugačne, za vročanje pošte, če tudi je nekdo ne dvigne. Si predstavljam to, posebej, če mi vemo, kje je ta človek, ker ga vsak dan gledamo na televiziji. Ne? Ampak Damir, ti si imel pred leti nek tak medijsko razvpit primer, se pravi povzročitev prometne nesreče s smrtnim izidom v vinjenem stanju, kjer je se pravi ti kot odvetnik oziroma vaša ekipa, ki je branila obdolženca, je ves čas poudarjala, ves čas sojenja, da so neke procesne napake in tako naprej, da se stvari ne odvijajo tako, kot bi se morale, kar je kasneje se potrdilo, ko je višja inštanca sodbo razveljavila in je prišlo do ponovnega sojenja. Ne. To je kar nekaj let že nazaj, ampak se mi zdi, da zdaj nekako gremo v smer, ko je teh primerov več, ali se motim? Ja, mislim, dogaja, ravno to, kar smo na začetku povedali. Velikokrat imaš ta občutek, da si prišel že na sodišče obsojen. Se pravi, si že kriv. In štartamo iz tega, lahko rečemo zelo dobro prispodobo, iz minusa. Morali bi štartiti iz tako imenovanih enakih orožij. Lahko spremljamo izjave različnih spoštovanih starejših kolegov, ki so celo omenjali, da se je velikokrat dogajalo na sodišču, da ko je prišel odvetnik na sodišče, da je tožilec in sodnik sta sedela skupaj v sodni dvorani, odvetnik in obdolženi pa zunanje. Že takšen videz neodvisnosti je bil temeljna kršitev posameznikov. In to se je dogajalo redoma. In ta neka navidezna povezava med sodstvom in tožilstvom v preteklosti je pri posameznikih resnično povzročala nelagodje, čeravno morda ni v resnici šlo za nič spornega. Vendar ne le dejanska neodvisnost, ampak že sam videz neodvisnosti je tukaj ključnega pomena. In to, kar si prej omenil, teh odmevnih primerov je praktično veliko, kjer se te stvari dogajajo. Kot sem prej vedel, da Vrhovno sodišče kot tretja, rečemo, inštanca razveljavi in vrne v ponovno sojenje, pri čemer se potem zgodi, da spet traja znova in znova ista stvar, posameznik pa ne ve, kdaj se bo zaključila. Ključna stvar je, da ima posameznik v tem času mir, da nima poleg tega, da se ukvarja z resnim postopkom, kot je kazenski ali katerikoli drug, da ne bomo govorili samo o kazenskem postopku, da ga javnost, ko hodi po ulici, ne napada, da spoštuje vendarle njegovo pravico, da morda pa le ni to, kar javnost sporoča oziroma kar se sporoča v javnosti resnično in kot je bistveno na koncu, da se to tudi objavi, vkolikor se temu tako dokaže. Jaz venomer govorim in tukaj ne želim leporečiti ali pa biti mentorski, ne delaj drugega tisto, kar ne želiš, da bi drug delal tebi. Če bi vsi dejansko živeli to, kar to reklo pove, mislim, da bi bilo bistveno manj težav. In to se mi zdi danes, Blaž, v dobi družbenih omrežij in vsega tega praktično iluzorno, kar Damir pravi, ker zdaj smo navajeni na instantne odločitve. Vsaka stvar, ki se zgodi praktično isti hip, zvemo v narekovajih, da se je zgodila, dobimo neko interpretacijo in se isti hip do tega tudi že opredelimo. Ne? Ja, zato pa recimo v tistih sistemih, kjer poznajo porotno sojenje, je bistveno ravno to, da se porota med sojenjem v bistvu izolira. Da nima dostopa do medijev, ki bi lahko v bistvu vplivali na njeno odločitev, ampak da je njena odločitev samo tisto, kar vidi v sodni dvorani. In da je tudi, da pride v ta postopek čim manj okužena. Zatem, recimo tistih postopki v tistih ureditvah, kjer imajo to porotno sojenje, obstaja poseben sistem izbiranja porotnikov, ko dejansko preizkusi in obramba in tožilstvo te potencialne porotnike, jih izpraša o njihovih pogledih, jih izpraša o njihovem backgroundu, da ugotovi, ali so v bistvu primerni za nepristransko sojenje v tej zadevi. Ker če ugotovi že vnaprej neke določene predsodke, seveda ta človek ni primeren za poroto. Zdaj, ko pa imamo seveda, res, ko ima vsak na svojem mobilnem telefonu naložene vse medije, pravzaprav, pa še kakšnega povrh, je pa to, res postalo izredno težko. In seveda, še potem je ta vloga, ker tukaj seveda niso potem samo te tradicionalni mediji. Potem imamo socialna omrežja, ki zdaj
bi rekel, po mojem mnenju, pomenijo še veliko več kot te tradicionalni mediji, še veliko bolj ustvarjajo javno mnenje, ne? In seveda na teh, bi rekel, medijih novih, ne? Na socialnih omrežjih, kjer ni moderatorjev, ne? Oziroma saj ne bi bilo, ne? Je pa seveda ta potem debata se lahko razvije še, bi rekel, veliko bolj grobo, a ne? In se, bi rekel, zavzamejo še veliko bolj ekstremna stališča, ne? In seveda je potem delo sodišča, a ne, da res neodvisno, nepristransko odloča še toliko težje, ne? In da tisti, ki odloča, ne, to pa velja in za profesionalne sodnike in za porotnike, laike, jaz mislim, da res mora pri sebi narediti en mentalni obračun, ne, koliko vpliva na njegovo, bi rekel, odločitev, koliko so vplivali dokazi, ki so bili izvedeni tukaj na sodišču, ker samo to šteje, a ne, in koliko neki drugi faktori. In to je treba biti pa zelo, bi rekel, že je to kar intelektualno zahtevna operacija in tudi zahteva kar visoko stopnjo, bom rekel, nekega moralnega razvoja, da to lahko narediš. To pa nima, tega preprosto nima vsak. In zato se mi zdi delo, bi rekel, sodnikov, a ne, v tem smislu mogoče zdaj še veliko bolj zahtevno. Drži. In največji problem je to, da si vsi želimo tako imenovanega cirkusanstva, ne? Se pravi gledanja tako imenovanih ameriških filmov. Redko kdo se pa postavi v kožo, kako je s tistim posameznikom, ki v tem ameriškem filmu v resnici nastopa, ne? In to je tisto ravnotežje, ki ga želim velikokrat izpostaviti in tudi na tem mestu izkoriščam to priložnost, da pozivam vse deležnike pravosodja, se pravi začenši z sodstvom, Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, da se dejansko začnejo široke strokovne razprave v okviru Centra za informatizacijo v pravosodju, kamor se bo seveda aktivno v strokovno razpravo vključevalo tudi odvetnike, brez katerih nobenega sojenja ni. Ampak recimo, kaj vidva bi svetovala, da bi v prihodnje naredili? Moramo popraviti naš sistem, ga približati temu recimo anglosaksonskemu ali pa porotniškemu načinu sojenja, ali moramo bolj striktno uveljavljati te pravila, ki pri nas zdaj veljajo? Kaj vidva recimo, v katero smer se nagibate? Čarobne rešitve, čarobne paličice ali odgovora, ki bi rešil tako imenovano $1 million question, seveda ni. Treba je vse prepustiti razvoju družbe, predvsem, da se moramo najprej mi sami v družbi spustiti nazaj na medsebojno spoštovanje. Če je v družbi prisotno medsebojno spoštovanje, potem se to seveda tudi rezultira na vseh deležnikih družbe, na vseh podsistemih in glavnih sistemih. To je nekako, morda se sliši utopistično, sam sem, kot si morda prej Aljuš povedal, idealist, da ne rečem utopist, vendar res verjamem v ta sistem, zato sem tudi šel v pravo, ker mislim, da je v pravo vendarle moče doseči tisto, kar je prav, kar je pravično, kot je nekoč rekel Radbruch oziroma znani mislici, ne, pravo je volja k pravičnosti. Pravičnost pa je to, da sodimo ne glede na osebo, ampak dejansko, ne. In če bomo mi v družbi dosegli medsebojno spoštovanje s sosedom, s prijateljem, tudi z svojim nasprotnikom, potem bo tudi v teh sistemih stvari delovale drugače. Kot sem uvodoma rekel, jaz mislim, da slovenska, če govorimo zdaj o kazensko-pravni zakonodaji, ureditev je primerna na visokem nivoju. Velikokrat pa žal šepa realizacija v tem tako imenovanem prvem javnem sojenju, če lahko temu tako rečemo, kjer pač posameznik morda je deležen tistega, kar ne bi smel biti deležen. Če se pogovarjamo, da mi ne moremo priti do osebnih podatkov, ko opravljate izpit na fakulteti, da ne govorimo o kakšnih drugih podatkih, hkrati pa v istem dnevu izvemo o posamezniku, ki je zgolj osumljen nekega kaznivega dejanja, praktično, kdaj se je rodil, kje je živel, kdo je njegov sosed, kje živi, je to nedopustno. In tukaj je moralna odgovornost medijev in novinarjev na prvem mestu. Vedno se mora novinar, če ravno deluje v interesu javnosti, kar je prav, in javnost ima pravico zvedeti za odklonska dejanja, postaviti v kožo, kje je tista meja, da ne posežeš v posameznikovo osebno pravico in njegovo čast in dobro ime. In to je treba narediti najprej pri sebi. Srčna kultura, nato pa realnost v življenju. Ja. Se en strinjam stavek, s če tem, lahko, bi ker pa smo še pri tole, koncu. dostavil, da noben sistem, jaz sem pač nekaj v doktoratu tudi o tem pisal, ne, seveda, zgodovinsko gledano in tudi trenutno, ne, pravosodni, bi rekel, v svetu ni idealen, tako da zdaj skakati iz enega v drugega, to nima nobenega smisla, ne.
Je pa treba povedati, a ne, da seveda te časi, v katerih živimo, so pa zahtevni, res zahtevni časi. A ne. Tudi z vidika se mi zdi neke te brutalizacije družbe, to, kar je Damir v bistvu govoril. Ne. In pravosodje, ne, tudi odvetniki, seveda zraven, se pa moramo skupaj nekako upreti tem poskusom tudi razgradnje tega sistema. Ne. Ker to samo, da govoriš, da je vse narobe, ne, pomeni, da nobenemu več ne verjameš, da nobenemu več ne zaupaš, ne, in potem se zaveda tudi v ta steber države v bistvu zajeda nezaupanje. Ne. Ampak to ni za nobenega dobro. Ja. Ne sodi sistem, sodijo ljudje, nam v oddaji pa žal ali pa na srečo sodi čas. Tako da za danes dr. Blaž Kovačič, Mlinar, Damir Ivančič, najlepša hvala za vajino gostovanje. Gledalke, gledalci, to je bil O varstvu pravic, že 699. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kako dejansko poteka vojna v Ukrajini. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.